Najin cilj je obiskati vseh 212 občin v Sloveniji. In ta teden sva v Odrancih. To je najina pot, ki nam bo vzela manj kot 10 minut. Trenutna lestvica top 10 pa izgleda tako. Najina prva lokacija je ta res cool pump track. Ampak še bolj noro je razgled za nama. Cerkev Svete Trojice. To je tukaj tudi največja stvar. Da ne bo ta epizoda prekratka, glede na to, da je to najmanjša občina, bom Lauro nesel okoli po pump tracku. Okay, let's go. I'm gonna do it. Okay. Come on, Peter. And finish line. Oh, okay. Sem mislil, da bo malo lažji, ampak mi je uspel. Majhna kapela je bila tukaj zgrajena leta 1842. Župnijska cerkev pa je bila ustanovljena leta 1944. Najprej so načrtovali manjšo cerkev, potem pa so morali najti boljšo lokacijo s pomočjo donacij in menjave zemljišč. Arhitekt Janez Valentinčič jo je zasnoval z 8 stranicami, vendar gradnja ni potekala gladko. Leta 1946 je bilo gradbeno dovoljenje zavrnjeno, material pa je šel na drug projekt. Zato so morali 17 let celo uporabljati leseno cerkev. Potem je bila leta 1964 gradnja končno odobrena. Cerkev pa je bila blagoslovljena leta 1967. Žal pa se je 14. marca 1966 med gradnjo kupola porušila in 8 delavcev izgubilo življenje. In že sva na naslednji lokaciji, ki je zelo blizu cerkve. Normalno. In to so Gabrove grabe. Lušna lokacija se za sprostiti in sprehod. Kot pri pump tracku sva se odločila, da bova tukaj naredila neki izziv. Hodila bova v rikverc celi krog okoli vode. Lauri je bilo malo neroden, ker sta bila tam glih 2 ribiča, a nama je uspelo. Četrta lokacija, Trim steza. Ta Trim steza je povezana z občino Beltinci. Če se spomnite, smo več takih kanov že videli v občini Preblod, tako da je zelo zanimivo, da jih vidimo tudi tukaj. In seveda je bilo potrebno še malo potelovaditi. Lali je nekaj na simple, jaz pa grem narediti nekaj pull-upov. Oh, yeah. Kulturni center dediščine Odranci je namenjen prikazovanju in ohranjanju bogate lokalne zgodovine in tradicije. Obiskovalcem ponuja razstave, kulturne dogodke in etnografske zbirke, ki predstavljajo življenje, navade in obrti lokalnih ljudi. To je idealen kraj za odkrivanje identitete Prekmurja. Med zanimivostmi so vodni mlin in muzej kovaštva, sodarstva in kmečkih orodij. Zdaj pa poglejte, kje sva. Okoli naju je več kot 2000 golobov v hiškah, narejenih samo zanje. Nahajava se v Avi Rings Derby Pro, kjer trenirajo mlade tekmovalne golobe. Znana je po uporabi najnovejše elektronske tehnologije. Omogoča posodobitve v realnem času, prenosa v živo in sledenja vsakemu golobu posebej. Videla sva, da ima vsak golob 2 obročka, rdečega za sledenje in belega za lastnika. Takšnega golobnjaka nikjer drugje v Evropi ne boste našli. Lastnik ve vse o pticah, njihovo prehrano, trening in celo urnik spanja. Golobnjak je tudi zelo tehnično napreden, s posebno osvetlitvijo za trening. Videla sem tudi, kako jih hranijo in zanimivo je, da se njihova dnevna rutina spreminja glede na to, a je dan za dirko ali ne. Včasih so golobi prenašali pisma, danes pa tekmujejo na dirkah. Niso videla izpusta golobov, ampak je to zdaj na najinem seznamu želja.
I'm ready. Lastnik Gašper nam je tudi pokazal, kako se pravilno prime goloba. Ko držim? Bravo. Noge mu daš, no, vse je redo. Tako da so to izkoristila, da so naredila en selfie. Res zelo cool lokacija. Neverjetno je, da ima najmanjša občina po površini v Sloveniji nekaj takega. Občina 25 od 212 končana. Občino Odranci na najni lestvici postaviva na trenutno 17. mesto. Če ti je bil video všeč, ga všečkaj, naroči se na najin kanal, je popolnoma brezplačno, deli z družino in prijatelji in se vidimo v naslednji epizodi. Čau!